Lep pozdrav vsem iz Bele krajine, točno iz Radovice, izpred šole Bistra Buča. Ta videoposnetek sem posnel zato, da ga bomo imeli za spomin mi zbiratelji oziroma ljubitelji starih vozil, za spomin vsem voznikom, ki so takšna vozila včasih vozili, in za spomin vsem tistim, ki so se vozili s takšnimi vozili ali v izlet, ali v službo, ali v šolo. Skratka, najbolje, da vam pokažem svojega oldtimerja, ki ga imam z velikim veseljem v svoji garaži. Pa pejmo! Evo, pred nami je en res lep in originalen avtobus, tam 80A60. Originalen zato, ker je na njem še zmeraj vse original. Šipe, luči, zadnje gume in pa seveda notranjost je takšna, kot je bila v tovarni narejena. Evo, gremo malo na vožnjo z našim starodobnikom, z našim tamčkom oziroma tamičkom. Južneje od nas so ga klicali tudi tamič ali kockica. V glavnem v naši Beli krajini se pa mu reče tamiček. Njegov predhodnik je bil podobne oblike, ampak če si ga bolj v detajle pogledal, si videl, da predhodnik tam 80A6 nima levih vrat, tako kot jih ima ta, da ima tole steklo nižje izrezano, da ima drugačna stikala na armaturi. Predhodnik je imel tudi drugačen volan, bil je večjega premera, pa bolj tanjše vroče. Imel je tudi pločevinasto armaturo, ta ima že plastično. Vse ostalo je pa na tem in na predhodniku enako. Se pravi, motor, ki poganja ta avtobus, je 80 konjskih moči, je IMR Rakovica oziroma Perkins licenca. Ima menjalnik s 5 prestavami. Na vozilu je volan mehanski. Ko se vozilo začne premikati, se ga kar lepo suče, drugače na mestu je pa zelo trd. Menjalnik se zelo lepo prestavlja in pa zavore so hidravlične na vsa 4 kolesa, ročna zavora je mehanska na zadnja kolesa in ti kot voznik si itak moral vedeti, kaj imaš v rokah in kaj delaš oziroma kot se pelješ. Moral si ga lepo merkati in si pomagati z motorjem, da nisi preveč bremz skuril. Vožnja pa je morala biti takšna, da so potniki v njej uživali in se brezskrbno in veselo peljali do cilja. Gretje v avtobusu je bilo narejeno z 2 webastami. Tukaj spredaj mala webasta, od zadaj velika webasta. Se pravi, prvo šipo in voznikov prostor je grela mala webasta, potniški del pa, tako smo ji rekli, velika webasta. Evo, druga, tretja, četrta in peta. Res je, da vidi klanec veliko prej kot jaz, ampak
Tako je v tistih zlatih časih pač bilo. Avtobus ima status oziroma certifikat starodobnika, ker je star več kot 30 let. Avtobus je letnik 1989. Avtobus je kupila ena osnovna šola na Hrvaškem v mestu Pitomača. In tej šoli je ta avtobus služil do leta 2003, ko več ni smel voziti otrok zaradi varnostnih razlogov. Se pravi, nima varnostnih pasov, nima ABS sistema, nima servo volana in še bi se kaj našlo. In od takrat je avtobus stal 16 let parkiran pod streho in zaradi tega je tudi preživel vse te vremenske in druge razmere. Avtobus smo z mojim kolegom našli na spletu na hrvaškem forumu pred 3 leti, leta 2017. Takrat je sliko nekdo objavil, ki je bila slikana leta 2012. Takoj nas je slika razveselila, kako lep ohranjen tamov avtobus. Za njim se je izgubila sled in lansko leto smo ga našli spet na hrvaškem spletnem oglasniku, ko ga je en gospod prodajal. Ta gospod je kupil tamov avtobus od osnovne šole v Pitomači, z njim je mislil delati posel, ker je pa prišla še povrh vsega bolezen in pa nazadnje še korona, je ta avtobus prodajal. Začeli smo se z njim pogovarjati o ceni in o vsem skupaj. Nekako nismo takoj prišli skupaj s ceno, to je bilo letos februarja. Potem je prišla tudi pri nas korona od marca do konca aprila. V glavnem smo začeli klicati tega gospoda maja meseca, če bi še zmeraj avtobus prodali. Je rekel, da bi, kakšna je cena, cena je enaka, v redu, smo se spet slišali junija meseca in takrat je rekel, da ga ne proda. Da je kupil tovornega tamička in da bo tega uporabil za rezervne dele. Menjalnik, motor, zavore, ne vem še kaj. A to drugo, karoserijo, da bo pa zrezal v staro železo. Pa mi smo mislili, da nas bo kap. Takoj smo šli v akcijo, prosili ga, dajte pa ne ga rezati v staro železo, dajte nam ga prodati, pa magari po tej ceni, kot ste vi rekli, in tak je nazadnje bilo. Poklical nas je, dogovorili smo se za nakup, pripeljali so nam ga kolegi s kamionom do Metlike, in začela se je rekonstrukcija tega avtobusa, oziroma bolje rečeno, začeli smo ga, najprej smo odstranili iz njega nalepke, ker je bil polepljen, potem smo ga dobro očistili, zunanje strani, znotraj, bil je avtobus pač zapuščen, vozil je samo še neke delavce, tako da ni bil glih v najlepšem stanju. Potem smo naredili na njem servis, zamenjali smo vsa olja, zamenjali smo filtre, pregledali smo vse druge stvari, naštelali smo ročno zavoro in avtobus smo odpeljali v Novo mesto na tehnični pregled in homologacijo. Še prej smo uredili papirje za status starodobnika, tako da smo dobili tudi certifikat. Naredili smo homologacijo in tehnični pregled in 25. avgusta letos smo ga z velikim veseljem pripeljali nazaj na Radovico in potem smo se z njim tudi nekajkrat vozili na razne izlete ob nedeljskih popoldnevih, ampak spet na žalost korona nam je vse skupaj prekrižala, tako da letos več nismo, ne vem kaj, okoli hodili, ker se ne sme. Tu na levi strani se nahajata dva akumulatorja. Stara dva smo zamenjali. Elektronapeljava v avtobusu je 12 voltna in ne 24. Dva akumulatorja pa ima samo zaradi zaganjača, ker samo zaganjač je 24 voltni. Tu zraven je, kot sem že prej povedal, grelna naprava oziroma webasto in tale naprava je grela potniški prostor v
mrzlih zimskih dneh. Sava, Tamar, M+S. Gume, stoj pa glej. Pa da ne bi kdo rekel, da lažem. Saturnus na vseh lučeh, Made in Jugoslavija. Vse original. Povsod piše. Ta oznaka Tamova bi morala biti enaka, kot je na sprednjem koncu. Ampak so jo verjetno zgubili in so dali na zadnjo stran samo nalepko tam. Prtljažni prostor oziroma bunker je od zadaj zelo praktičen, velik, za razne potniške prtljage in pa, ker je bil to šolski avtobus, za prevoz po zimi sank, smuči in ostalih stvari skozi šolsko leto. Velik bunker, cirka 2 kubika. Na desni strani je imel tudi navadna mehanska vrata, skozi katera so otroci ali ostali ljudje vstopali. Stopnice so razsvetljene, kar se po noči tudi dobro vidi. In pa sam vstop v potniški prostor si lepo pomagamo z raznimi ročami, kjer se tudi lepo primemo. Komfortni sedeži, široki sedeži in pa z naslonom naprej nazaj. V toku snemanja smo naredili 23 km, avto dela kot šus, nič iz njega ne curi, niti ne teče. Ja, mislim, da so se včasih vozili z dobrih avtobusih, morda in bolj zanesljivih kot danes. Lep pozdrav iz Radovice, upam, da vam je bil video všeč. Lajkajte, subscribajte in pa dobrodošli na drugem video posnetku čez par mesecev. Lep pozdrav!